Dober dan. Mislim, da je cajt, da glede na to, da imam objavljene že 3 videe o delnem postenju oziroma o postenju nasploh, vsi bojo v opisu, da lahko jih tam najdete, da si gremo pa zdaj pogledati eno raziskavo posebej, pa kaj je pokazala. In sicer danes se ne bomo spuščali v mišično maso ali pa maščobno maso ali pa hujšanje ali pa nasploh dobro počutje glede postenja oziroma kako se pač počutimo, ko postenje delamo, ampak si bomo pogledali, kako lahko delno postenje oziroma ena verzija delnega postenja vpliva na bolnice z rakom na prsih. Na začetku bi se rad zahvalil svojim Patreon podpornikom, ki z svojo podporo pač skrbite, da se moj kanal razvija tako, kot se razvija, pa dajete ideje, pa komentarje, pa vse. Pa seveda še vsem drugim, ki z svojimi lajki, komentarji, pa delitvami pač podpirate moj kanal nasploh. A ja, pa itak še vsem želim srečno pa zdravo novo leto, da bi bili čim bolj zdravi, pa da bi imeli v življenju čim več ljubezni. Zdaj pa mislim, da je najbolj, da gremo kar na video. Zdaj, preden se bomo spustili v študijo, si bomo v bistvu samo pogledali čisto na hitrico še to obliko postenja, ko se izvaja v bistvu v študiji, ker v tej obliki še nisem govoril. In to je fasting mimicking diet, se reče. Zdaj, če bi hotel to po slovensko najbolj povedati, je po moje prehranska strategija, ki posnema postenje. V bistvu deluje ful podobno načeloma, ko klasično postenje oziroma delno postenje iz vidika učinkov, ampak se izvaja na drugačen način. Fora je, da se izvaja 5 dni. In v tistih 5 dneh, ko se izvaja teta fasting mimicking dieta, se v bistvu zaužije od 20 pa do 30% dnevnega vnosa kalorij. To pomeni, da povprečna populacija približno zaužije 500 do 700 kalorij na dan. Mišljena je bila kot da dobimo še čim več oziroma skoraj vse pozitivne učinke postenja, ampak da za tistimi 500 do 700 kalorijami poskrbimo, da telo dobi vsa tista res esencialna hranila, ko jih rabi, da ga ne čist izstradamo oziroma stradamo, tako se dogaja naprimer pri klasičnem postenju, da bi se naprimer 5 dni postili. Teda to je v bistvu fora fasting mimicking diete. To je v bistvu izumil, ali kako bi temu rekel, oziroma naredil dr. Walter Longo, ki je eden izmed glavnih, oziroma mislim, da je kar najbolj glasen, ko se gre karkoli v zvezi s postenjem, ker je ful veliko raziskav tudi na to temo dela. Mislim, da je bolj kot ne začetnik nekih bolj kvalitetnih raziskav na miškah, pa na začetku na algah, pa na nekih bakterijah, zdaj pa na ljudeh. In v bistvu on je to protokol iznajdel in si lahko greste pogledati, bom delil tudi link, pa tule gor se bo zdaj pokazalo. Se v bistvu celo nek tak kit kupi, v bistvu se kupi neko prehransko dopolnilo oziroma prehranska dopolnila, ko so neke take juhice, pa neki vitamini, pa to, ki so v bistvu narejeni na bazi rastlin, se pravi, so tudi veganski, ki pač v bistvu podprejo telo z temi esencialnimi hranili, pa imajo v bistvu ful malo kalorij za te 5 dni. Mislim, da je nekaj tam okoli 230 €. Ni zdaj nujno, da se to kupi, lahko se pač naredi to kamot z pač normalno hrano, da se naredi, samo je pač malo teže. Samo to je fora. Nič zdaj ne promoviram, da se pač to mora kupiti, ampak samo tako za zanimivost, če koga zanima. Je pa iz njegove strani pač priporočilo, da se teta fasting mimicking dieta naredi pač 5 dni, pa 3 do 4 krat letno, kao so raziskave predvsem na miškah pokazale, da je učinek, pač če narediš 3 do 4 krat letno dovolj za celo leto, pač da drži testo, če si lepo razporediš, ne vem, na 3 do 4 mesece vsakič, enkrat naredi za 5 dni. Zdaj jaz zaenkrat iz osebnih izkušenj še ne morem govoriti, kako bi protokol oziroma teta dieta 5-dnevna vplivala na mene, zaradi tega, ker je še nisem probal. Bomo v prihodnosti mogoče probal, pa pol lahko pač poročam, ampak zaenkrat lahko govorim samo o tem, kaj kažejo raziskave, predvsem na miškah, pa tudi malo nekaj na ljudeh. Zdaj, predvsem se bolj ko ne kaže, da ko pač prakticiramo tete 5 dni prehrano, se znižajo LDL delci holesterola in povišajo HDL delci holesterola, se pravi, slabi LDL delci se malo znižajo, tisti so v bistvu, tako da bi rekel, več, ko jih imaš, načeloma je pokazatelj za srčno-žilno stanje, ampak še vseeno je važna kombinacija HDL pa LDL. V glavnem LDL se zniža, HDL pa ostane enak. Tako da, to je v bistvu k čemu moramo stremeti. Druga stvar je itak glukoza na teščen se zniža, kar je načeloma itak logično, pač že samo, ko izvajamo neko delno postenje ali pa če naprimer zjutraj ne jemo oziroma če smo manj pod stresom, bo glukoza na teščen pač nižja. Teda to ni nič kaj presenetljivega. Zdaj, tretja stvar je, kar v bistvu Walter Longo predvsem preiskuje, je to, da niža inzulinov podoben rastni faktor, ki je eden izmed glavnih vodil za razvoj rakavih obolenj. Zdaj, to še vse ni za zagotovostjo, ne moramo potrditi, da je, ker je itak ful več stvari odvisno, da se rakavo obolenje razvije oziroma da sploh nastane, ampak po raziskavah
tudi ne njegovih, se kaže, da je inzulino podobno rastni faktor en izmed tistih, ko lahko poslabša neko rakavo obolenje. Pa še dve stvari tako sta bile manj zanimivi, oziroma prva niti ne, pač da pomaga nižati pritisk, kar načeloma itak, če prehrano zrihtamo, se tudi na splošno ne rabimo glih se postiti, se tudi pritisk zniža. Je pa ena stvar še, da se je pokazalo, zdaj ne vem, na miškah ali na bolhah, mislim na mušicah, da lahko malo upočasni nevrodegeneracijo, oziroma celo pospeši nevroregeneracijo. Ok, zdaj mislim, da je to dost glede fasting mimicking diete. Sam to, da okvirno malo vemo, zakaj se bo v bistvu šlo, o čem bom zdaj govoril, ko bomo pač si šli raziskavo pogledati. Zdaj, moje mnenje je, da je bil povod za to študijo predvsem 10 plus let raziskav na miškah, pa na mušicah, pa na bakterijah, ki so pač pokazale, da če ima miška neko rakovo obolenje, pa mi izvajamo delno postenje, oziroma če miška izvaja delno postenje, se po nekih mehanizmih kaže, da telo zaščiti zdrave celice v telesu in pač ne da toliko pozornosti na tiste, ko so pač neke tumorne celice, oziroma celice, ko imajo neke mutacije, pač tako se v bistvu rak razvija, ne. In načeloma pol kemoterapija lažje uniči tiste celice, ko so pač rakave, pa zdrave celice v večini primerov, oziroma v večji količini pač pusti na miru. Teda to je v bistvu bil povod, po mojem mnenju, za to študijo. Zdaj, če koga pač bolj podrobno zanima, naprimer tako mene, mislim, da je hipoteza nastala na podlagi delovanja onkogenov. Onkogeni so v bistvu, dejansko so geni, ki regulirajo celično zaščito. Tako nek imunski sistem celice. In pač pri miškah pa to pa tudi na ljudeh se je pokazalo, da ko mi izvajamo delno postenje ali pa kakršnokoli obliko postenja, ali pa to fasting mimicking dieto, se je pokazalo, da se onkogeni bolj aktivirajo, oziroma da se preaktivirajo in bolj močno, se pravi, malo bolj zaščitijo celico, kar je logično, ker pač pri postenju, tako smo že razjasnili, se poveča autofagija, autofagija je pa v bistvu celično čiščenje. In pač onkogeni povečajo svoje delovanje, zato da zaščitijo zdrave celice, da lahko tista autofagija, ko se pač pri postenju pa drugače tudi normalno dogaja, uniči tiste celice, ko jih pač pol uporabi za rezervne dele, oziroma celice, ki so pač tumornate. No in v bistvu tu se je zdaj za tak primer je dr. Walter Longo razvil teti kit prehrane za fasting mimicking dieto, ker je ugotovil, da pač dejansko postenje na rakavih bolnikih ne deluje, oziroma ne da ne deluje, ne morejo ga prakticirati, kar je logično, oziroma logično, ne morem reči, da logično, ker nisem nikoli tega izkusil, ampak predvidevam, da itak so, ko so res bogi, ko imajo kemoterapijo, nimajo apetita, se slabo počutijo. Potem bo pa še en rekel, da se ne pusti, že takrat, ko koma čaka, da lahko nekaj pojeda, ima apetit, pač to ne gre skozi. In je pol razvil pač kit, oziroma to prehrano, ki dejansko pol ful pomaga, da lažje jejo, načeloma se še pa vsem pustijo. Ok, no in pol se je dejansko pri miškah pokazalo, da ko mi izvajamo to fasting mimicking dieto oziroma postenje, se onkogeni itak aktivirajo, zato da zaščitijo zdrave celice. In na tistih celicah, ko imajo neke tumorske markerje, oziroma ko se pač neka rakava obolenja na njih pojavljajo, pač celica ne deluje prav. In se tisti onkogeni na nje ne morejo aktivirati. To pomeni, da tiste celice ostanejo nezaščitene. In ko to mi dodamo še z kemoterapijo, bo dejansko kemoterapija uničila več rakavih celic, pa ne bo uničila tako količino zdravih celic. Pač ker mi vemo, da kemoterapija pač je narejena tako velikokera kemoterapija, ne vse, ker imamo tudi biološke pa nekaj, ko prav posebno cilja, v glavnem to zdaj ni važno. Dejansko vemo, da pač kemoterapija pač napade telo in pač ima tudi negativne stranske učinke, ko si jih pač ne želimo. Sam vsem, pač kemoterapija ne govori, da kemoterapija ne deluje. Hočem samo povedati, da pač ponavadi, ko pač kemoterapijo apliciramo na nekega bolnika, bo ne samo, da bo uničila rakave celice, bo znižala tudi delovanje imunskega sistema, pa imela negativne stranske učinke. In pač to so hoteli zdaj preveriti, če se da z fasting mimicking dieto to izboljšati. V glavnem, gremo končno na študijo. V študijo so vključili 131 pacientk z rakom na dojkah, ki je imel negativne hormonske receptorje in negativni status HER2. Randomizirali so jih v dve skupini, v eno, ki je izvajala kljub zdravljenju še fasting mimicking diet, pa v eno, ki je imela pač isto zdravljenje z normalno prehrano, ko jo pač imajo drugače za take pacientke. Zdaj, protokol se je izvajal v več ciklih in pol so po prvem ciklu, kar se tudi normalno dogaja, pacientke odpadale zaradi tega, ker je težko pač z kemoterapijo pač nasploh po moje življenje. In prvi cikl z fasting mimicking dieto je v bistvu zaključilo 53 pacientk, kar mislim, da je tam okoli 81%, vse v študiji piše, bom tole delil. Drugi cikl je pol končalo 50% pacientk in na koncu pol, ko so pač pregledovali, je v bistvu protokol 4 ciklov zaključilo 22 pacientk od tistih 65. Zdaj raziskovalci tudi v študiji povedo, da načeloma naj bi bila že 2 dost,
da bi pol lahko neke približne zaključke vlekli, ampak so jih itak bolj kot ne vlekli na teh 22 pacientkah, ki so končale pol 4 cikle. So pa glede na vprašalnike pa glede na predvidevanja pač zaključili, da verjetno je pač za upad teh 40 pacientk, ko niso zaključile vseh ciklov, kriva kombinacija itak in kemoterapije, tako ponavadi, in fasting mimicking diete. To se mi je zdelo ful pošteno, da pač so tudi povedali. Tako da kombinacija tega dvojega je bila verjetno kriva, da je na koncu ostalo 22 pacientk od 65. Tudi v uni skupini so odpadale pacientke. Zdaj, lahko bi se načeloma spuščal tudi v nivoje glukoze, v nivoje inzulinov podobnega rastnega faktorja, v PCR teste, kar se mi pa načeloma ne zdi tako pomembno pa zanimivo, da bi vas zdaj s tem utrudil tule. Teda bomo bolj šli na zaključke same študije. Če slučajno kdo ne ve, kaj je PCR test, ko se zdaj tudi velikokrat čuje, ko pač testirajo za COVID, to je v bistvu verižna reakcija s polimerazo, ki v bistvu omogoča kopiranje določenih delov genoma. Ok, kaj se je v bistvu zdaj pokazalo v študiji? Pokazalo se je, da več ciklov, ko so pacientke naredile, več rakavih celic je bilo uničenih. Pokazalo se je tudi, da je bilo v primeru, ko so pacientke končale 4 ali 5 ciklov, uničenih več kot 90% rakavih celic. Ok, zdaj pa, kaj v bistvu to pomeni? Pač to ni nič čudnega, to samo pomeni, da pač kemoterapija je dejansko delovala, kar je super. In bi lahko načeloma tudi tule študijo zaključili, se pravi, kemoterapija je učinkovita. Ok, samo kaj pa, če gremo pogledati še podatke naprej. Pokazalo se je, da pri pacientkah v skupini, kjer so izvajale fasting mimicking dieto, je bila pojavnost trojno negativnega raka veliko manjša kot pri pacientkah, ki pač niso izvajale fasting mimicking diete. S tem je tudi sledil veliko boljši odziv na kemoterapijo samo, kot pa pri pacientkah, ki niso izvajale fasting mimicking diete. Zdaj pa čisto na hitro, kaj pomeni pa trojno negativni rak? To je pa v bistvu to, da ima HER2 status, plus da ne izraža estrogenskih in progesteronskih receptorjev. To je v bistvu fora trojnega raka, kar je pa v bistvu malo hujša oblika kot pač HER2 negativni. Pokazalo se je tudi na primer to, da v skupini, kjer so pacientke izvajale fasting mimicking dieto, niso izkusile negativnih učinkov oziroma so jih izkusile manj v primerjavi z drugo skupino, čeprav niso jemale dexametazona. Kar pol načeloma lahko pomeni, da ko izvajamo neko fasting mimicking dieto poleg raka na dojkah v takem istem primeru, a dejansko mogoče dexametazon ni potreben. Dexametazon se v bistvu je neko zdravilo, ki se uporablja za regulacijo imunskega odziva, pa ima lahko mogoče tudi niža bolečine pri določenih rakavih obolenjih. Teda v bistvu dejansko se bi lahko zmanjšala uporaba še tega zraven, če izvajaš mogoče fasting mimicking dieto. Zdaj pa to, kar je v bistvu bilo meni najbolj zanimivo, ko sem pač gledal to študijo. Pokazalo se je, da je pri skupini, ki so izvajale fasting mimicking dieto, signifikantno manjša poškodba DNK-ja iz vidika pač, da ga je pač poškodovala kemoterapija. In pa zraven so tudi pokazali, oziroma je raziskava pokazala, da je manjša poškodba T celic, ki so ene izmed glavnih celic imunskega odziva predvsem pri rakavih obolenjih, in da se njihovo število ni tako drastično zmanjševalo. Zanimivo je tudi na primer to, da so na začetku hoteli študijo opraviti kot študijo 3. faze, kar je v bistvu že kar pol proti koncu, da bi lahko to uporabljali kot nek protokol pri zdravljenju, ampak niso imeli dovolj pacientk in bi mogli za isti učinek, oziroma da bi lahko ekstrapolirali rezultate, ki bi bili za fazo 3, mogli imeti 2-krat več pacientk, kar bi pa pol konzumiralo ful več denarja, pa ful več časa. In si pač tega niso mogli privoščiti in so pol to pač naredili kot fazo 2. To je v bistvu zdaj načeloma to glede študije. Nisem hotel ful preveč nakladati, nisem hotel nakladati glede glukoze, glede inzulinskega faktorja, pa glede drugih parametrov, zato ker se mi zdi, da je bilo dolgocajtno. Hotel sem samo, da se to na koncu je bilo najbolj važno, da se je zmanjšala DNK poškodba in da se je zmanjšalo zmanjševanje te celice, oziroma zaščita te celice je bila večja pri skupini z fasting mimicking dieto. Verjetno glih zaradi te aktivacije onkogenov, ki se povzroči z tem, ko izvajamo fasting mimicking dieto. Všeč mi je tudi, da je bila študija narejena na ljudeh, zaradi tega, ker veliko kdo, ko mu omenim, da delno postenje pa lahko koristi za določene stvari, ali pa postenje, ali pa fasting mimicking dieta, vedno reče, ja, pa nimamo še nobene študije na ljudeh, zaradi tega, ker sem posnel to študijo, ki se mi dejansko zdi kar fajn kvalitetna, sem mogel pač pol narediti nek povzetek. Zdaj vse raziskave, ko so tu gor letele, bojo v moji Patreon skupini direktno linkane, teda če koga zanima, priporočam, da se pridruži v Patreon skupino, drugače pa to za danes. Tako da, hvala lepa, če ti je bil video všeč, ga itak lajki, šeri pa komentiri karkoli, ali pa za naslednjo, ali pa če sem kaj narobe povedal, oziroma se kaj ne strinjaš, če imaš kakšne protidokaze, karkoli. Čisto vsem sprejel, zato ker mi je zanimivo. Teda, če govorim narobe, bom tudi naslednjič povedal, da govorim narobe. In to se tiče vseh tem. Teda, hvala lepa za ogled. Bodite zdravi, pa se vidimo v naslednjem videu. Ajde!